Spoštovane udeleženke in udeleženci letošnje konference, cenjeni predsednik programskega in organizacijskega odbora konference dr. Denis Čaleta, visoki gostje ter ugledni referenti, vsa zainteresirana javnost, ki nas spremljate nadaljavo. Vsem skupaj prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in seveda v svojem osebnem imenu. V veliko čast mi je, da imamo tudi letos to ekskluzivno priložnost sodelovati na tako odmevnem in visoko strokovnem mednarodnem dogodku, ter zaradi epidemioloških razmer sicer bolj nadaljavo podeliti prestižno nagrado Slovenian Grand Security Award za najbolj varno slovensko mesto. Prav po zaslugi organizatorjev je to vrstno srečanje oziroma mreženje, ki se zlasti posveča trendom na področju upravljanja z varnostnimi tveganji ter izmenjavi primerov dobrih praks, velika pridobitev, pa ne le za udeležence, temveč tudi za nas, ki opolnomočeni z novimi znanji in pravimi informacijami tako lažje sledimo izzivom časa, v katerem je zlasti v ospredju zaskrbljujoča in naraščajoča varnostna ogroženost. Seveda imam tukaj v prvem mestu in v mislih kibernetsko varnost. Če smo še pred nekaj leti o tem bolj malo govorili, zgolj kot o nekem oddaljenem in filmsko-fikcijskem problemu, je danes, nažalost, povsem drugače. Že lansko leto sem v uvodnem nagovoru poudaril, da se nahajamo na novem bojišču premišljenih napadov preko operacijskih in drugih sistemov s programskimi orodji, ki iščejo ranljiva omrežna vrata in lahko s tem v temeljih ogrozijo delovanje mikro ali makro infrastrukturnih gospodarskih sistemov. Informacijska in kibernetska tveganja so se s pričo novega koronavirusa, ki je dobesedno ohromil in paraliziral javno življenje, skokovito povečala. Saj se je naša družba za voljo pospešene digitalizacije soočila z vrsto novimi varnostnimi izzivi. No, zato ni naključje, da je osrednja nit vaše letošnje konference povezana prav z novimi varnostnimi izzivi in njihovim vplivom na uspešno delovanje organizacij. Z veseljem bom prisluhnil ekspertom ter sogovornikom naslednjega strateškega pogovornega omizja o tem, kakšna so najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, predvsem pa, kako uspešni smo Slovenci pri prenosu teh znanj v prakso. Spoštovani, dovolite mi, da izpostavim, da smo v Državnem svetu kot državni inštituciji visokega ranga prvi uvedli seje nadaljavo in odločanje nadaljavo. Pred nekaj dnevi smo imeli Evropsko parlamentarno konferenco, na kateri so nekateri predsedniki senatov oziroma parlamentov razpravljali o možnosti, da bi šli po isti poti tudi oni. Torej, vsaj nekje smo bili prvi, uspešni, to je seveda prineslo nekatera tveganja, ampak na srečo se je vse izteklo dobro, brez kakšnih vdorov in ogrožanja našega delovanja. Sam torej nisem ekspert za varnost, zato bi želel v tej priložnosti spregovoriti mogoče nekaj besed o etični razsežnosti pasti vseobsežnega tehnološkega napredka, ki ga kot nujno zlo prinašata informatizacija in digitalizacija. Zgodba nove vrste mreženja je namreč zgodba z več možnostmi scenariji za prihodnost, zato moramo kot širša skupnost, ki se virtualno povezuje, si virtualno izmenjava izkušnje, znanja in informacije, delovati v prvi vrsti odgovorno in etično. Kibernetska varnost ne zadeva le IT strokovnjake, o njej seveda kot osrednji relevantni temi razmišlja vse več ljudi, nabor strokovnjakov z tega področja pa se vztrajno širi. Na napade in vdore na spletne strani in družbena omrežja nismo imuni niti kot država, niti kot javni servis, kaj šele kot posamezni uporabniki. Naša digitalna infrastruktura je dnevno ogrožena, bojim pa se, da nismo dovolj dobro pripravljeni na to, kar se nam lahko po najbolj črnih scenarijih zgodi v bližnji prihodnosti. Kako zagotoviti večjo odpornost te digitalne infrastrukture je nekaj, kar zadeva sinergijo znanj, njihovega prenosa v prakso na najvišji etični ravni. Kot družba bomo varni, torej zaščiteni le toliko, kolikor bo zaščiten naš najbolj ranljivi član.
Zato je moja varnost hkrati tvoja varnost oziroma naša skupna varnost. Več o tem bo zagotovo povedano na okrogli mizi v nadaljevanju. Spoštovani, naj ob koncu dodam le še to. Odnos zasebno-javno je kompleksen in moramo ga resno upoštevati pri zagotavljanju in izvajanju optimalne informacijske varnosti. Porušeno ravnovesje ima lahko namreč uničujoče posledice za odprto demokratično družbo, v kateri živimo in se razvijamo. Kako naj ta tveganja obvladujemo na legalen, moralen in legitimen način, pa je stvar vseh nas, ne le peščice strokovnjakov. V prihodnje nas torej čaka etični dogovor posebne vrste. Dovolite mi, da ob tej priložnosti iskreno čestitam letošnjim prejemnikom nagrade Slovenian Grand Security Award, vsem, ki nas spremljate v dvorani in nadaljavo, pa želim, da v teh dneh nadvse zanimivo strokovno razpravo ne samo spremljate, ampak da njene izsledke tudi uporabite v praksi. Hvala.